Torej, pozdravljeni, drage dijakinje, dragi dijaki na naši okrogli mizi. Danes se bomo pogovarjali o Ibsenovi Nori, ki je ena izmed maturitetnih knjig, ki jih morate poznati za letošnji esej. Torej, z nami je tako kot vedno naša inštruktorica slovenščine Lučka Stopišek in pa Lara Elizabeth Lee iz gimnazije Bežigrad. Tako da, Lučka, za začetek bi te prosila za tvojo, tako kot vedno do zdaj, eno TLDR verzijo vsebine drame. Ok, pa če na hitro pogledamo torej še Ibsenovo Noro. Sama drama je, tako kot ostale, s katerimi smo se srečali že do sedaj in se torej srečujemo v tem predmaturitetnem času, krajša in torej ponovno imamo v ospredju torej žensko vlogo, kot smo sedaj že navajeni. In sicer torej spoznavamo Noro Helmer, mamo in pa ženo, torej poročena je z odvetnikom Torvaldom. In v bistvu, kaj je celotna poanta te drame, bi jaz rekla, je to, da v bistvu skozi njeno zgodbo iz preteklosti, torej pred katero si je kar nekaj let zatiskala oči in torej v sami drami pride v ospredje, torej skozi njeno dramo iz preteklosti mi nekako spoznamo Noro kot glavno osebo, njeno, bi jaz rekla, duševno razvijanje skozi dramo. Torej to v bistvu, da ona spozna, da živi v neki hiši lutk, zato je včasih rečemo Nora ali hiša lutk. In pa v bistvu to, kako se na koncu to izrazi v njeni emancipaciji, torej ona se na koncu postavi zase, dvigne se nad moža, dvigne se v bistvu nad neko moško vlogo v sami družbi, moža zapusti in v bistvu nekako bi si jaz upala trditi, da prvič v bolj razviti drami torej spoznamo žensko, ki se je nekako osamosvojila, postavila na svoje noge in torej odšla iz neke situacije oziroma zakona, kjer ni bila spoštovana kot ženska. In Lučka, kaj bi pa ti rekla, da je najbolj pomemben del drame? Torej bi rekla to njeno emancipacijo ali bi še kaj drugega poudarila? Pač zdaj, če gledamo izrazito iz torej njenega položaja, torej v smislu Nora kot glavna oseba, bi jaz definitivno rekla to, torej kot si rekla, torej ta emancipacija in pa v bistvu to, da nekako je končno nek dramatik, nek pisatelj oziroma nekdo, ki torej ustvarja dela, to prepoznal kot problem in ga izpostavil širši javnosti. Pač to je bila tistem času v bistvu prva takšna drama, ki je postavljala vprašanje torej enakopravnost med moškim in med žensko. Bi pa drugače izpostavila v bistvu tudi samo to pot, torej kako se bomo kasneje še spoznali podrobneje, torej samo vsebino dela, torej sam postopek Norine svobode oziroma razumevanje tega, kako v bistvu, čez kakšno pot je ona morala iti, da je v bistvu prepoznala to kot družben problem in da si je upala v bistvu torej se izpostaviti in osamosvojiti, nekako emancipirati. Tako, super. Lara, kaj bi pa ti izpostavila? Kaj se je pa tebi zdel najbolj pomemben del drame, ko si jo prebrala? V bistvu, meni se je zdelo, da je imela drama dva vrha. En je ta drugi, to, kar smo že rekli, torej v bistvu to, ko se Nora s Torvaldom pogovarja in v bistvu pride do tega kontrasta legitimnega pa legalnega, ker v bistvu legalno predstavlja Torvald, legitimno pa bolj Nora. Kaj zdaj je tukaj bolj prav, to, da ga je rešila ali to, da je v bistvu kršila zakon. Že prej pa se mi zdi, da tako mogoče malo manjši vrh je pa, ko se Nora s Krogstadom pogovarja, kjer v bistvu Nora ima neko vlogo žene, ki je rešila življenje svojemu možu. Krogstad pa v bistvu tudi ima neke izkušnje in predstavlja kot nek kontrast med družbo pa posameznikom. Tako. Ok, super, cool. No, zdaj se mi zdi, da smo lepo vzpostavili neko tako bazo, da lahko zdaj gremo lepo na vprašanja. Torej, prvo vprašanje. Kljub fotografskemu posnemanju resničnega bivališča ima prostor simbolno vrednost. Kaj točno simbolizira in kako to sovpada s potekom drame? Lučka, bi mogoče ti začela.
torej v bistvu celotna drama poteka okoli Božiča, oziroma jaz bi rekla, da pred tam nekje med božičnim in novoletnim časom, morda malo pred samim Božičem, torej ker pač skozi didaskalije spoznamo, da v sobi, v kateri se dogajanje, torej v bistvu celotna drama dogaja, stoji božično drevo, kar nam v bistvu nakazuje ta, torej nek časovno razporejenost. Prostorno bi pa jaz v bistvu rekla, da gre za neko povsem povprečno pač dnevno sobo v nekem družinskem stanovanju meščanskem, pač to je bilo značilno za tisti čas, ampak hkrati pa v bistvu ugotovimo, ker se prostor ne spreminja do v bistvu konca drame, da ta soba v bistvu predstavlja Norin vsak dan, v bistvu predstavlja njeno življenje, predstavlja njeno kletko, njeno torej obdanost z nekim prostorom, ujetost. Ona v bistvu ne more ubežati ne svojemu možu, ne tem podrejenem položaju in tudi prostoru, v katerem je ujeta, ne more ubežati. In na koncu v bistvu tista odprta vrata, ko ona odpre vrata, nekako simbolizira to, da ne samo, da je torej pobegnila tej podrejenemu položaju, ujetosti, ampak je v bistvu pobegnila tudi samemu prostoru, ki nekako naj bi navzven nakazoval to njeno ujetost. Zdaj, Lara, kako si pa ti doživela ta simbolni pomen prostora? Mislim, ja, definitivno to, da je isti prostor skozi celo dramo, ampak meni je v bistvu zelo, ko v oči mi je padlo to božično drevo glih, ker v bistvu na začetku se še tako nekaj ga okrašujejo, pa najprej je tako golo, potem ga tako okrašujejo otroci pa vse, potem pa na koncu je pa opisano že kot nekako razcefrano, uničeno, da so kar tudi v bistvu mogoče kot tak manjši del prostora, ki se spreminja in kaže kot nek v bistvu manjši znak spremembe, kljub temu, da prostor načeloma ostaja enak. In zdaj, kaj pa bi, na primer, ta simbol božičnega drevesa, tako kot si rekla, ne, ko je bil obran, odtrgan za dogorelimi svečkami, kaj bi pa to lahko pomenilo? Mislim, kaj bi bil ta simbol? Ja, v bistvu, jaz sem to tako razumela, kot da to je kot v bistvu taka refleksija Norine notranjosti, v bistvu, ker tudi časovno se nekako ujema, takrat, ko ona začne spoznavati, da v bistvu tudi je ona ujeta in v bistvu, ko se začne uničevati ta položaj, v katerem je ona do zdaj živela in nekako začne ugotavljati, da to mogoče ni to, se tudi v bistvu ta lepa podoba drevesca, tako kot lepa podoba njenega življenja se v bistvu nekako spremeni in začne propadati. Lučka, bi tukaj ti kaj imela za dodati, za komentirati glede božičnega drevesa? Jaz se definitivno strinjam. Morda tudi to, kot je Lara omenila, da na začetku se torej trudijo, pa še nekako okrašujejo to drevo, pa da bi bilo tudi z otroci in to. V bistvu zanimivo je tudi to, da v bistvu v začetku so Nora in njena celotna družina prikazani kot nek ideal ali pa res pač neka v redu družina navzven, ne? Potem pa torej tekom drame spoznamo, da morda temu ni tako in tako kot se spreminja Norina notranjost oziroma njeno razmišljanje, se nekako tudi podoba družine skozi dramo spreminja. Mi izvemo vedno več, mi vidimo torej položaj, v katerem je Nora, torej položaj celotne družine in na koncu je torej tudi drevo razcefrano, tako da tako kot bi lahko izražala neko Norino notranjost, bi hkrati lahko izražala tudi v bistvu neko podobo družine. Na začetku si jo okrašujejo za javnost, se pač prikazujejo neko sliko, neko podobo idealne, lepe, popolne družine, bi lahko rekli. Ob koncu pa v bistvu z Norinim odhodom vidimo, da je ta družina daleč od neke idealne ali pa popolne družine, tudi če se v javnosti želijo tako prikazati. Ok, super. Zdaj, tematski naslov tega maturitetnega sklopa letos je Ženska na odru sveta. In zdaj tukaj imamo v tej drami več kontrastnih vlog žensk. Torej, naprimer, kakšen kontrast vloge ženske predstavljata Nora in gospa Linde? To je zdaj naslednje vprašanje. In kako to učinkuje na bralca, ko dejansko bere dramo? Meni se zdi, da v bistvu torej Nora in gospa Linde predstavljata torej hkrati nek kontrast, druga proti drugi, ženska vloga proti ženski vlogi, neko razmišljanje na eni strani Nore, na drugi strani torej njene
prijateljice. Morda je zanimivo tudi to, da sta v bistvu dve prijateljici iz otroštva in pač ponavadi tako velja, da v bistvu v otroštvu se nam zdi, da smo si lahko z nekom zelo podobni, potem pa, ko v bistvu odraščamo v različnih okoljih, svetovih, zanimajo nas različne stvari, v bistvu zelo hitro se z osebo, s katero smo si bili včasih zelo blizu ali pa nam je bila pomembna, razrastemo, ker pač nas ne drži več toliko stvari skupaj. In meni se zdi, da tudi pri Nori in torej njeni prijateljici gospe Linde se nekaj takega zgodi, mogoče nismo ravno priča temu skozi dramo, ker je pač drama torej se fokusira na neke druge stvari, pa vseeno spoznamo dve različni ženski, močni ženski, vsaka ima svoj pogled, torej in na družinsko življenje, in na zakon, in konec koncev tudi na celotno, torej na to prevaro, ki jo je Nora naredila, ali pa ne bi rekla prevaro, morda torej, da se je izposodila denar, torej njeno laž. Obe drugače gledata na to, ampak vseeno pa jo spoznamo obe kot zelo močni in ženski, ki imata neka svoja stališča, vsaka sicer svoja, ampak definitivno pa obe za temi stališči stojita, kar se mi zdi, da je za bralca zelo pomembno in pa tudi za konec koncev tudi za maturitetno temo, ker pač vidimo torej močne ženske in močni karakter na odrskih deskah, kar je v bistvu pomembno tudi za samo snov dela. Lara, kako si pa ti občutila ta kontrast med tema dvema vlogama? V bistvu meni je najbolj v oči padalo to, da v bistvu gospa Linda je bila kot pač ženska, ki je bila prisiljena se sama preživljati. In se mi je zdela tudi ta največja razlika med Noro in gospo Linde, zaradi tega, ker Nora v bistvu ni delala in ni bila zaposlena, medtem ko gospa Linda je bila. In v bistvu tudi glih ta kontrast, ki se je ustvaril med njima, pač ta napetost, ko sta se v bistvu pogovarjali takrat, ko tudi je Nora razkrila potem, kaj se je v bistvu zgodilo. Se v bistvu se mi zdi, da ne bi prišlo do tega, če gospa Linda ne bi jo nekako spodbodla in na njo nekako malo zviška gledala, zaradi tega, ker ona je ona dela in ima Noro za nekako lahko miselno, pa tako otročjo in po mojem se glih zaradi tega nekako spodbodli v to. Ok, super. Zdaj pa noter v drami so omenjeni Norini otroci in zdaj kakšna je pa pravzaprav vloga teh Norinih otrok in zdaj kaj Ibsen nasplošno želel predstaviti z njenim odnosom do svojih otrok, ki je, če smo iskreni, bolj podoben odnosu, ki ga je imela starejša sestra in čist mati. Kaj je zdaj tukaj point? Ja, v bistvu, jaz bi najprej, torej preden odgovorim na vprašanje, omenila oziroma citirala Noro iz same drame in sicer to je sicer ob koncu drame, ampak vseeno ona takrat torej pove ali pa izreče te besede svojemu možu in sicer tukaj sem bila tebi za ženo lutko, kakor sem bila doma očetu za punčko lutko in otroci so bili moje lutke. V bistvu, jaz mislim, da mi skozi njen odnos do otrok spremljamo na eni strani torej to, da kot sama drama nekako nakazuje, bi otroci naj bili njene lutke, po drugi strani pa s tem njenim obnašanjem do njih, kot si sedaj omenila Petrisa v smislu bolj kot starejša sestra in ne kot mati, želi ona nekako sama sebi odvzeti torej to vlogo, da je ona, torej da so oni njene lutke, da je torej ona neki vlogi obnašanja do lutk. Kar pa glede na to, da se v bistvu odnos nje do otrok pojavi bolj ali manj samo v prvem dejanju, mislim, da vseeno avtor oziroma Ibsen tukaj ni želel tega postaviti v ospredje, v smislu bolj je bila pomembna torej njena emancipacija od moške vloge, kot pa v bistvu to, kako bo ona se na to obnašala do svojih otrok, glede na to, kako se njen oče obnašal do nje. Lara, kako bi pa ti komentirala ta odnos do otrok? Mislim, jaz v bistvu se precej strinjam z vsem, mislim tako, kar smo povedali, ampak mogoče še tu bi dodala, da
je nekako ves čas ko se pogovarja v bistvu Linde, v bistvu Nora s svojim možem in se ustvarja ta kontrast žena-mož, vedno v bistvu poudarja Torvald, da je kot mati oziroma da je njena dolžnost vzgoja otrok in ta vzgoja je ves čas kot nek podton prisoten skozi celotno dramo, da to je njena dolžnost in da kot mati je to njena vloga. In v bistvu na koncu, ko gre, zapusti v bistvu tudi svoje otroke in se mi zdi, da če bi imela bolj vlogo matere, ne pa toliko starejše sestre, tudi ne bi mogla zapustiti, ne vem, svojih otrok, tako kot je svojega moža. To je mogoče zanimivo, ne? Torej, da je tudi to bil potem konec koncev del njene emancipacije, torej, da je to pomagalo, da se je lahko emancipirala. Kaj praviš, Lučka? Jaz mislim, torej, to je povsem najbolj tradicionalna delitev torej spolnih vlog, je torej to, da je ženska mati in pa torej skrbnica otrok. In pa torej oče oziroma moški lovec, tisti, ki preskrbi družino, tisti, ki torej skrbi za zato da torej imajo žena in pa otroci nekje prostor za bivati in ne vem, nekaj za jesti, da jih ne zebe in tako dalje. In jaz mislim, da torej se strinjam s tem, da mogoče, če bi bila ona bolj mati in ne toliko starejša sestra, torej da morda jih ne bi zapustila, ampak po drugi strani pa mislim, da se ona ni znala torej, osvoboditi vloge podrejene žene v zakonu brez tega, da se je torej ločila tudi od svojih otrok. Ker jaz mislim, da v bistvu, če bi ona vzela otroke s sabo, to še vseeno pomeni, jaz imam 3 otroke, za katere moram poskrbeti, ne bom jih pustila njemu, kar v bistvu pomeni, da bom jaz še vedno torej nekdo, ki vzgaja otroke, to, kar je on torej čez celotno dramo poudarjal. Če se pa jaz ločim tako hkrati torej od tiste podrejene žene v zakonu, ženske, ki vzgaja otroke, ženske, ki ima torej edino vlogo, pa še to, da ni delala nič drugega, oziroma pač ni bila zaposlena, torej to se jaz ločim fizično tudi od vloge, torej vzgoja otrok, ki je v bistvu moja primarna naloga, ker prvo ne delam nič drugega, drugo mi to mož ves čas poudarja. Tako se v bistvu lahko celostno ločim od mojega položaja in postanem to, kar si želim postati, oziroma se emancipiram. Tako da v bistvu jaz vidim v tem, da je pustila otroke, mislim, se mi zdi zelo mogočno to, da je avtor torej nastavil tako konec, da zapusti svoje otroke in hkrati tudi to, da mogoče ona pokaže, da kot ženska, ni vedno pravijo, da ženske imamo tisti materinski čut in da se ne moreš ločiti od njega in da mama in otrok, da je to vez, ampak očitno Nora v tem delu kaže, da pa v bistvu je postavila sebe na popolnoma pač prvo mesto in tako pač očitno drugače ni šlo, kot pa tako, da se je tudi od otrok torej ločila. Ok, super. No, zdaj še en motiv, ki se izpostavlja skozi celotno dramo, je motiv pisma. Torej, najprej Krogstadovo pismo Torvaldu in obratno, na koncu tudi vizitka, s katero pa Rank sporoči, da bo kmalu umrl. In zdaj vprašanje je, zakaj ravno motiv pisma? V bistvu tako je. Meni se zdi, da v bistvu s tem nekim motivom pisma mi srečujemo like in odnose med liki, ki so nekako nedirektni. Pač čisto vsi od teh, čisto vse osebe, torej, ki so bile sedaj omenjene, ki so poslale pismo oziroma so preko nekega fizičnega medija skomunicirale, ali je bila to resnica, ali je bilo to neko doživljanje, neko dogajanje, torej, ali nekaj, kar se bo zgodilo. Torej, uporabijo nek fizični medij in se nekako v bistvu ločijo. Pač vsak od njih bi lahko prišel in v živo povedal, ampak saj vemo, kako je. V živo nas preplavijo čustva, v živo vedno ne gre vse, pač ne moreš nadzorovati
celotnega poteka dogajanja, pač ker nikoli ne moreš vedeti, kako bo druga oseba reagirala. Po drugi strani, če pa pač ti napišeš pismo, pa hkrati zavaruješ sebe, zavaruješ tudi drugo osebo, to sporočiš na malo bolj plastičen način z medijem in v bistvu nekako sporočaš, da dajva to opraviti tako bolj formalno, tukaj je pismo, to je moje mnenje, ni prostora za pogovor, ni prostora za debato, ni prostora za karkoli, tu je stvar, tako je, črno na belem, medij in to. Torej, pismo predstavlja nekaj, kar je bolj faktualno, ne pa nekaj... Ja. Lara, kaj bi pa ti rekla? Kak si ti razumela motiv pisma? Ja, jaz v bistvu tako dosti podobno, v bistvu. Tudi, da so se v bistvu oddaljili od same situacije, se mi je zdelo poglavitno tukaj, to, da v bistvu predvsem to na koncu, ko je sporočil dr. Rank, da umira, se mi zdi, s tem se nekako v bistvu je neki izhod najdu s tem, da mu ni treba se z nobenim pogovarjati o tem, pa nobenega nekega smiljenja, pa da bi kakšne slabe vesti komu vzbudil, ampak res tako oddaljeno od situacije, tako da je. Torej, in da se v kamen konec koncev lahko zapiše, oziroma da je avtor lahko povedal tisto, kar je nespremenljivo, ne? Zapisalo v kamen, pa zraven že potem, da se oddalji od čustev. Ok, zdaj pa mogoče pa skočimo na drugo skrajnost in v bistvu me zanima, kaj pa simbolizira ples v maskah. Zdaj, pač kot že samo ime nam pove, avtor bi lahko tukaj nastavil kakršenkoli ples, lahko bi bil uraden, lahko bi bil, ne vem, zunaj na vrtu, kakorkoli, ampak ne. Ibsen je tukaj torej postavil motiv plesa v maskah, torej, kjer nekako mi izvemo to neko oznako, torej neukročena oziroma divja. In jaz mislim, da je to tisti začetek, to je tisti trenutek, ko Nora ugotovi, da pač ona to je, da je to v bistvu ona. In nekako se s tem začne njena pot do emancipacije, tisto res celostno, čutno. Ona je v tej vlogi in to vlogo prevzema. Lara, kaj bi pa ti rekla? Torej, kaj je tvoj pomen, torej, da je dejansko vloga tega plesa v maskah za nadaljnji potek drame? To, da je Nora ugotovila, kdo je, ali še kaj drugega? Ja, po mojem predvsem to, da je ugotovila, kdo je, pa tudi to, da v bistvu glede na to, da je ples v maskah, nekako mogoče je prevzela neko anonimnost, v kateri je lahko v bistvu bila svoja oseba, ne pa v bistvu določena z vsemi vlogami, ki so ji določevali vsi okoli nje, pa družba, pa vse tako, ampak je lahko res v bistvu razmislen, oziroma lahko se je sprostila v smislu, da je bila to, kar je. Lučka, misliš, da je ta anonimnost bil ključ do tega, da je videla, kdo je lahko? Da je pač spustila pričakovanja družbe s tem, ko je dala gor masko? Ali? Bi bilo tudi možno, ja. Se mi zdi v bistvu, da s tem, ko daš ti masko gor, se lahko odločiš, kdo boš. Ti si lahko izbereš, torej ne samo izgleda, ampak tudi identiteto, ker konec koncev si le v maski, ne. In torej to je po mojem dalo tisto zadnji kanček moči ali pa torej tisto zadnjo točko, da je ona lahko v bistvu se prosto spoznavala in tudi izražala. In zdaj, ko je dala masko gor, je lahko občutila res tak občutek svobode, ker so padla pričakovanja ljudi okoli njih. In zdaj ideja svobode je v drami razvita na zelo različne načine preko različnih oseb. In zdaj, kako se pa ti pogledi na svobodo med seboj razlikujejo? Pač jaz bi seveda najprej tukaj izpostavila torej samo dojemanje svobode, torej skozi glavni ženski lik. V bistvu mi torej spoznamo neko osebo, ki je sprva ujeta v vsak dan in torej, ki ob začetku drame prizna, da ji je torej v preteklosti torej bilo pomembno, torej, da je rešila svojega moža, s tem se je zadolžila, to je v bistvu storila preko prevare, torej ona je ponaredila podpis svojega očeta
In torej, sprva mi spoznamo, da njej svoboda pomeni zgolj neki materializem ali pa torej to, da ona odplača ta dolg, da postane svobodna, torej neki ideji, torej ločiti se od te prevare, ki jo je nekoč storila, čeprav je storila z dobrim namenom, se ona zaveda, da pač dokler je dolg še aktualen, ona nikoli ne bo svobodna, ker pač ima nekaj, kar jo nekako meji. Kasneje pa v bistvu ugotovimo, da se ona kot ženska osvobodi tega materialističnega mišljenja, tega, da torej bo njo nek dolg ali pa neke besede človeka jo bodo zaustavljale, pač nekako ne more biti svobodna in ugotovimo, da torej svobodo doživlja kot to, da ima priložnost, da išče lastno identiteto, prepričanja, vrednote, da se izraža kot oseba, kot ženska, kot človek. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Torej to biti svoboden, biti človek, ne pa lutka v nekem sistemu, v nekem zakonu, v nekem družinskem, torej kot je bila ona očetu in na to možu in na to otroci njej, ampak biti zgolj sam svoj človek in poiskati svojo neko notranjost, svojo vrednost, ne pa zgolj torej, biti lutka in tako delovati. Lara, kjer občutek te svobode, ki je bila predstavljena v drami, se pa tebe najbolj, kaj si najbolj zapomnila? Ja, najbolj pač v spredju je definitivno ta Norina svoboda, v bistvu to, da je Torvald je na koncu že mnenje, da zdaj bo pa doba vzgajanja prišla tudi za njo, v bistvu, da se bo treba zdaj tudi njej spremeniti, da zdaj mora ona bolj postati odgovorna tudi za otroke in za kot žena v družini. V bistvu ona pa vidi to, da mora biti kot posameznica na prvem mestu in ugotovi, da je to zdaj svoboda ne samo od v bistvu vseh teh vlog, ki so ji bile dodeljene skozi v bistvu celo njeno življenje, ampak se mi zdi tudi v bistvu prav specifično te vloge v odnosih do moških, torej najprej do očeta pa do moža in se nekako najde svobodo v tem, da je zdaj čisto sama in da v bistvu ne ve, kaj bo naredila, ko je odšla iz sobe, ampak ve, da je v bistvu z neko svobodo v neko novo življenje, ki je samo njeno. Ja, če prideš ven iz neke kletke, tako kot smo govorili, Lučka, dogodek v mestu Gogi, ko so bili zaprti v svoje lastne kletke in zdaj s tem tudi, ko je Nora šla iz te svoje sobe, v bistvu svoboda neznanega, da ne veš, v kaj se spuščaš in to je po svoje vrste res tisto, da lahko zadihaš nov zrak, ko prideš pa pojma nimaš, kaj se ti bo zgodilo naslednji dan. Ja, pa ne samo to, morda bi se navezala še na Larine besede, sedaj si izpostavila torej to neko podobnost, povezanost torej z dogodkom v mestu Gogi. Nenazadnje pa bi lahko torej ta konflikt o svobodi med Noro in pa na drugi strani Torvaldom povezali tudi morda na nek način z torej samo tematiko v obeh Antigonah in sicer tam spoznamo torej na eni strani Antigono, na drugi strani Kreona, torej vsak predstavlja tisto neko torej državno oblast, en predstavlja moralno oblast. Tukaj pa torej spremljamo nek konflikt, ne samo med moškim in ženskom. Meni se zdi, da s temi, torej z spolom je želel pač avtor nakazati torej to, da so ženske v podrejenem položaju, ampak konec koncev čisto vsak posameznik, ki znotraj družbe išče neko višjo moralo ali pa neko svojo vrednost, notranjo vrednost, ne zgolj to, kako izgledaš ali pa kakšen si, ampak to, kar misliš, to, kar se dogaja v tebi, v bistvu se lahko tekom svojega življenja marsikdaj sooči z neko družbo, ki torej ni sprejemljiva, ki torej to ne paše in če se postavimo v takratni čas, torej ko je drama izšla, ne samo položaj moških in žensk, ampak tudi položaj tega, da v bistvu je takrat pretirano celotna Evropa bila, torej so bili samo delavci oziroma je bil malo drugačen čas in da v bistvu si ti nek delavec, ampak se hočeš notranje izražati, iščeš nek višji smisel, iščeš neke višje vrednote
pač verjetno takrat v družbi nate niso gledali kot višek, ker pač takrat je bilo pač kvota, delo, preživetje. To pa so neke višje vrednote, torej, ki pač predstavljajo nek konflikt, torej med posameznikom, ki jih želi izražati, in pa na drugi strani družbo, ki ga zatira. In ne na koncu tudi med tem, da je velikokrat bil ta posameznik torej ženskega spola, torej bila posameznica in pa torej družbo so pa sestavljali torej v javnem življenju, ne bom rekla samo moški, ampak vemo, da v bistvu je bilo javno življenje skozi zgodovino bolj rezervirano za moške vloge kot pa za ženske. Ok, zdaj pa novo vprašanje, zdaj ta drama, ne, je tezna drama, torej ta teza, ki jo Ibsen postavi, je, da mora vsak posameznik poskrbeti za svojo vzgojo. In zdaj v bistvu vprašanje je, ali bi se lahko drama končala tudi drugače, ne da bi kršila to Ibsenovo tezo? V bistvu, jaz bi se mogoče tu navezala na spremno besedo iz enega izmed natisov, in sicer v Klasju, ki je bila torej natisnjena v Klasju, in tam piše: šele razvoj posameznika v polno osebnost bo omogočil tudi spremembe v družbenem življenju. Torej, to je v bistvu isto, kar si sedaj ti povedala, samo mogoče na malo bolj vsakdanji način, ker tista vzgoja samega sebe morda lahko koga zmede, oziroma to so sedaj bolj preproste besede, bi jaz rekla. Jaz ostajam pri svojem mnenju od prej in mislim, da je bilo ključno za njeno lastno vzgojo in za njeno lastno, torej emancipacijo to, da je zapustila ne samo moža, ampak tudi svoje otroke. Morda bi, jaz sem pri nas v Mariboru na drugi gimnaziji, so naredili priredbo te drame, v bistvu v njihovem gledališču, in tam je konec malce drugačen, malce bolj tragičen. Jaz mislim, da bi pač ta konec v torej sami drami je vseeno odprt, vseeno ostaja možnost, da se morda ona en dan vrne, ali pa da jo bomo spremljali na njeni življenjski poti, da bo dosegla torej vse, kar si zaželi, ali pa vse, kar ji svet ponuja. Jaz mislim, da če bi se delo končalo na kakršen drugačen način, to več v bistvu pač ne bi dosegli torej tega konca, tega namena, kot ga drama ima. Morda pa smrtjo, ampak tisto tudi potem ne bi bila v bistvu neka rešitev, tisto bi bil pač izhod v sile. Lara, kaj bi pa ti rekla? Torej, ta teza, ne, je zelo občutna čez celotno dramo, in kako pa ti razumeš ta konec, oziroma glede na tezo, ki je postavljena v drami? Ja, jaz se strinjam, da v bistvu se mi zdi, da ne bi mogla se končati drugače, da bi ta teza ostajala v bistvu v vsem svojem smislu noter, kot ta rdeča nit skozi celotno dramo. Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da Nora počasi ugotavlja, kaj se dogaja, počasi v bistvu se razvija, ampak da na koncu, ko se pogovarja s Torvaldom in ko v bistvu pride tisti odločilen trenutek, je to kot nek trenutek moči, in da če bi ostala, se mi zdi, da tudi en izmed prirejenih koncev, ki jih je Ibsen napisal takrat, ker ni bil dobro sprejet ta konec, je to, da ona vseeno ostane zaradi svojih otrok. Se mi zdi, da to vseeno, če bi ostala samo za nekaj časa pa poskušala popraviti, da v bistvu ne bi mogla potem več iti, zaradi tega, ker bi se nazaj zapletla v to in bi jo Torvald spet nekako kot ne prisilo mogoče, ampak s tem, da je igra na njeno vest, bi verjetno ne bi potem šla in tudi ne bi to sporočilo prišlo do izraza. Lučka, kaj pa ti praviš na ta alternativni konec? Ja, jaz bom tukaj ponovno spet citirala, torej, kot je Lara povedala, ob koncu jo torej Torvald nekako želi zadržati, pravi, kaj ti bom za zmeraj ostal samo tujec, in meni se poglavitno torej za razumevanje tega odprtega konca, tega njenega odhoda zdi torej njena replika kasnejša, ki ko reče: zdi se mi, da sem najprej človek, jaz sama ravno tako kot ti. Torej, če bi ona ostala, poskrbela za otroke
je njena celotna pot emancipacije, odkrivanja sebe, postavljanja svojih stališč, prepričanj, vrednot za manj, ker pač potem bo dokazala ravno to, v kar jo je Torvald celo delo prepričeval. Torej, ti si mama in vzgajaš otroke. Ti ne boš nikoli človek zase, ker boš vseeno na prvo mesto postavila vzgojo otrok, boš ostala tukaj, čeprav si nekako nakazala ali pa izrazila svoje mnenje, da to ni mesto zate, da to ni okolje, v katerem lahko ti živiš kot sama svoja oseba. In jaz mislim, da tudi pač ta problem je nerešljiv problem ali pa problem, kjer imamo vedno dva mnenja, torej kaj je sedaj prav, da ko je ženska enkrat mama, torej vedno postavi otroke na prvo mesto, ali še vseeno, ko je situacija, bi rekla, da to je res takšna morda izredna situacija, ki ji ravno nismo priča vsak dan, če je vseeno prav, da človek kdaj pa kdaj sebe postavi na prvo mesto, kljub temu, da ima otroke. In jaz mislim, da to je še dan danes aktualna tema in dvomim, da bo kdaj pravilen odgovor, ki bo vse splošno sprejet v širši družbi na to vprašanje, ker je res takšen, bi rekla, moralno vrednostno vprašanje o tem in širša družba te bo sodila potem, glede na to, kako boš ti odgovoril. Predvsem potem, če imaš materinski čut ali ne. Zdaj, Lara, kako pa se tebi sploh zdi, da je napisal Ibsen ta alternativni konec? Ali bi ti bilo boljše, ko si brala dramo, da se konča takt in da pač ni onega drugega? Ja, meni v bistvu ta konec, ki je zdaj, torej v originalu, se mi zdi najbolj primeren. V tistem alternativnem koncu se mi zdi, da je predvsem bila poanta tudi, da je Ibsen poskušal pomiriti družbo, da se je sploh lahko uprizarjalo in da je v bistvu zadovoljil tudi igralcem, ki niso hoteli igrati, zaradi tega, ker se niso strinjali z sporočilom. Ampak tam v bistvu se mi zdi, da če bi bil tisti konec in bi ostala, da smo pade nazaj in v bistvu sploh ni nezga konca, ampak smo tako. Tako, torej ne pride do tiste prave emancipacije, o kateri smo govorili že zdaj čez celotno okroglo mizo, ne? Ampak pride samo do ideje nečesa več, ampak se potem vrne v svojo staro sobo, v kateri je vsak dan. Ok, zdaj Hiša lutk se konča z bobnanjem zalopotajočih se vrat, ki priča o začetku Norinega novega življenja. In zdaj konec igre ostaja nekako odprt, tako kot smo že prej omenila, ne? Ker pač originalen konec ni bil najbolje sprejet. In se na koncu Torvald vendarle vpraša po tistem, kar je pred odhodom govorila Nora, da bi bilo potrebno, da če bi njun zakon lahko obstal naprej, da ne bi bil tako, kot je bil do sedaj, ampak bi moral biti bolj enakovreden odnos med njima in bi moral vsebovati obojestransko spoštovanje. In zdaj, a je Torvald na koncu sploh ugotovil, kaj je Nora pravzaprav mislila in kaj bi lahko sledilo in kaj v bistvu pomeni in kaj lahko sledi temu loputanju vrat? Jaz mislim, da je on se začel zavedati njenih besed, torej ki te besede pa je seveda pospremil njen odhod oziroma njena dejanja. Zdaj, če se je on zares zavedal tega, kar je pač ona mislila, jaz mislim, da se ni in da se nikoli ne bo, to pa zaradi tega, ker pač moški so moški in ženske smo ženske. In nobeden moški ne bo nikoli vedel, kako se me počutimo, seveda obratno, ampak pač skozi zgodovino smo priča torej nekemu trudu ali pa nenehnemu trudu za to, da bi se torej položaj zenakopravil, da bi torej ne bi bile ženske več drugi spol, če se lahko tako izrazim. Seveda smo torej vedno bliže temu, zadeve se premikajo, včasih manj, včasih bolj. Nismo še na tej točki, ko bi lahko rekla, torej, da se je to zgodilo in tako dolgo, dokler se ne bo, pač Torvald ne bo nikoli razumel čisto, kaj je ona mislila. On lahko razume njene besede, on lahko začne delati spremembe, se trudi razmišljati kot ona, ampak on nikoli ne bo ženska in on nikoli ne bo vedel, kako se je ona počutila, torej ujeto,
ne samo v tej sobi, ampak v nekem svetu idej, ujeta kot mama, ki bi torej naj bila samo mama. Tudi če on popolnoma prevzame vzgojo otrok, kar je pa verjetno do neke mere, bi si jaz mislila moral, glede na to, da je ona odšla. Mislim, lahko najme varuško, ampak starš je le starš. Tudi če on prevzame torej to vlogo, ki jo je prej ona upravljala, na ostale okoliščine gledano, on nikoli ne bo, kot je bila ona. In za torej nadaljevanje zgodbe bi jaz rekla, da v bistvu to pomeni samo to. Jaz mislim, čeprav je konec odprt, da se ona nikoli ne bo vrnila, zaradi tega, ker pač, kot sem rekla, on nikoli ne bo razumel poante njenih besed, ne glede na to, kaj ona dela, kaj ona stori, kaj vse bi njej uspelo, on na njo nikoli ne bo gledal tako, kot si ona želi, da bi on na njo gledal, ker je pač nikoli ne bo je razumel. In jaz mislim, da v bistvu pač ona odide na svojo pot življenja, on pa pač, če spremeni kakšno oziroma bolj bi rekla dejanja in razmišljanja, no, pa ne vem, mogoče ja, mogoče ne, odvisno. Glede na to, da je Ibsen, ko se je torej soočil s kritikami, spremenil konec same drame, oziroma je napisal alternativen konec, jaz mislim, da se nič ne spremeni. Ker če bi se kaj spremenilo, tega alternativnega konca ne bi bilo, ker bi bilo že samo to, torej neko sporočilo javnosti, da pa se je tudi avtor sam, jaz rekla, podredil, spremenil konec, ker pač nekateri niso želeli igrati takšne drame ali pa so jo javno pljuvali, pač že to kaže, da verjetno pač se tudi Torvald na dolgi rok ne bo kaj veliko spremenil, če se sploh kaj bo. Lara, kaj pa ti misliš? Ja, jaz v bistvu strinjam. Meni se zdi, da mogoče je slišal to, kar mu je govorila Nora in v bistvu mogoče celo poskušal ugotoviti, kaj mislila, ampak se mi zdi, da se ne bi preveč dolgo obadal s tem, da v bistvu bi padel nazaj v neko rutino življenjsko, se ukvarjati, začel spet v bistvu predvsem s tem njegovim ugledom, kaj pa zdaj, ko ga je žena zapustila, kako pa bojo otroci. In v bistvu mogoče Nora se mi zdi, da ne bi prišla nazaj kot v vlogi, da bi se vrnila v zakon pa v vlogo matere, ampak se mi zdi, da ko bi ona začela ugotavljati tudi več o sebi in svoje mesto v družbi kot posameznica, da bi znala priti mogoče kdaj tudi nazaj, ne toliko za Torvalda, ampak samo da bi pogledala svoje otroke. Se mi zdi, da vseeno potem, ko bi enkrat odrasla tudi ona malo, da bi tudi začutila bolj to vlogo matere. Ampak ne toliko v smislu družbenega, pač kot družba, ki to zahteva od nje, ampak predvsem to, da konec koncev je ona njihova mati. Ker tukaj je večplastno, ne? Tukaj imamo in družbene pričakovanja, imamo pričakovanja glede na tradicionalne vloge spola, kar je da lahko še daš noter pod družbena, plus čas, v katerem je postavljena drama, ne? Torej vse to troje. Torej, a mislite, da je v bistvu to, da je Torvald nekako slišal, pa pač ni slišal, da je povezano samo s tem, da je moški, tako kot si ti rekla, Lučka, ali je tudi mogoče s tem, ker se ukvarja z drugimi stvarmi, ki so pa pogojene za časom, v katerem so živeli, tako kot je pomenila Lara? Ja, jaz mislim, da je tu pač oboje. Tudi to, pač, da je moški, recimo že to, kar sem prej omenila, ona njemu v bistvu pove vse to, ob koncu smo priča njenemu pač mogočnim besedam, ki jih ona izreče, in vse, kar on njo zdaj vpraša, je to, kaj ti bom za zmeraj ostal samo tujec. Tu v bistvu znamo, da je Torvald, če ne drugega, samo nek enoplasten človek, bi jaz rekla, torej, ki mu je bolj pomembno to, kako bodo drugi gledali na njega, to, kar je zdaj Lara povedala, torej, če ostane sam, kot pa dejansko to, da žena gre, torej žena ga zapušča in on se v tistem trenutku torej v bistvu osredotoči samo na to, da bo on njej tujec. In jaz mislim, da tu na eni strani je to, da je on moški, da on tega pač ne bo nikoli razumel, ali pa on jo sliši, samo pač on jo posluša, ampak je ne sliši, ne prisluhne jih
In na drugi strani to, torej, da pač ja, tudi prikazuje, pač kot je Lara povedala, takratni čas, torej čas, v katerem je drama nastala in pa na koncu tudi pač čas, v katerega je drama postavljena. Bi še ti komentirala kaj tu? Mogoče samo se mi zdi, da če bi bila drama postavljena v današnji čas, da vseeno ne bi vsaj občutek ne bil enak za bralca, da bi Torvalds takoj preklopil nazaj na mišljenje o svoji vlogi oziroma o svojem ugledu. V bistvu bi mogoče bi malo bolj slišal to, kar mu je govorila, ampak to, če bi se spremenil, pa po mojem ni toliko pogojeno s tem, kdaj je bilo. No, super. Potem pa bi zdaj samo še za konec bi prosila obe, kaj so tiste najbolj pomembne točke za razumevanje drame. Torej, Lara, kaj bi ti rekla, da je najbolj pomembno za to, da bralec razume dramo? Mislim, da ta v bistvu vloga ženske v družbi, da se najprej pač bralec zaveda časa, v katerem je postavljena drama, in da sicer je še vedno ta tradicionalno podrejena vloga žensk moškemu, ampak da vseeno je to nek čas spremembe, torej da Nora ima to možnost, da odide, ne da bi popolnoma izgubila svoje življenje. In da v bistvu tudi to, da se loči, da se pač dva zakonca ločita, ni več tako tabu stvar, kot je bila mogoče še nekaj časa nazaj. Ok, super, Lučka, kaj bi pa ti izpostavila? Jaz bi tudi izpostavila torej to, da imamo skozi samo dramo nekako jasno izrisan torej problem, oziroma pač ta položaj ženske do moškega in tudi moškega do ženske, torej ki ga spoznamo tako skozi neko družinsko dinamiko, kot tudi kasneje v bistvu to nekako naslikano na zunanji svet, na družbo, konec koncev pač mi spoznamo, torej kako Nora odraža neka svoja prepričanja, ne samo do svojega moža, ampak tudi do nekih drugih oseb, ki torej nastopajo v sami drami. In jaz bi rekla, da je pomembno torej tekom samega branja, da smo osredotočeni tako torej na zgodbo, skozi katero mi izvemo to stališče do problema, kot tudi torej na to, kako poteka sama pot torej Norine emancipacije, kako se na to odzivajo torej ostale osebe, s katerimi je v stiku. In torej predvsem, jaz bi tukaj rekla, predvsem mož in pa morda njena prijateljica, torej gospa Linde, ampak to že tako, kot sem prej povedala, pač nek prijateljica z otroštva, ne, predvsem do moža in tudi do tega, no, torej kako na koncu stori to svoje dejanje, torej kako se emancipira, torej da ne pusti samo moža, ampak tudi otroke, kar je verjetno takrat bilo deležno veliko kritik, kot sem prej omenila, tudi danes bi bilo, ampak ali je to res takšno dejanje, torej če sebe postaviš na prvo mesto, torej skozi celotno njeno zgodbo, doživljanje, kar se je dogajalo, je to res takšna napaka, torej da če se lahko moški to odloči, zakaj se ne bi smela ženska? Ok, super. No, in s tem smo pa prišli do konca naše okrogle mize v Ibsenovi nori. Hvala vsi, ki ste bili z nami in tako kot vedno, vso srečo pri eseju. Najbolj pomembno, preberite drame, to, kar ponavljamo pri vsaki okrogli mizi. Definitivno se vam splača in pa držimo pesti za vas, navijamo za vas. Imate to. Vso srečo, adijo!